Angleški čas, present continuous. Angleški časi so v resnici zelo preprosti in enostavni. Sedanjih časov imamo v angleščini 4. Present simple, present continuous, present perfect simple in present perfect continuous. Učili smo se že present simple, to je tisti, ki se dogaja na splošno in se uporablja za neke navade, za opisovanje svojih dnevnih rutin. Sedaj pa imamo present continuous. Present continuous je pa sedanji čas, ki se uporablja za dejanja, ki se dogajajo prav zdaj. In poglejmo, kako se tvori. V trdilni obliki uporablja glagol biti kot pomožni glagol. In glagol biti vemo, da je I am, you, we, they are, he, she, it, is. In uporablja tudi končnico ing na koncu glavnega glagola. Tako da nastane I am playing, you are playing, he is playing, she is playing in tako naprej. Present continuous si lahko predstavljaš kot tehtnico. Če ta roka ponazarja tehtnico, je present continuous pravilen, če je obtežena tehtnica enakomerno na eni in na drugi strani glagola. Recimo, I am speaking now. Jaz zdaj govorim. In to je pravilno zaradi tega, ker smo na vsaki strani glagola nekaj dali. Če bi pa se zmotili in pozabili recimo I am in bi rekli samo I speaking, kaj se zgodi? Tehtnica se prevesi. Ni pravilna. Moramo dati I am speaking. In takrat je pravilno. Zgodi se, da tudi pozabimo končnico ing in rečemo I am speak. Kaj se spet zgodi? Spet se prevesi. Torej moramo dati končnico ing, vedno pri present continuousu, zato da je lepo uravnotežena tehtnica na vsaki strani. Imamo tudi nekaj pravopisnih pravil. In sicer, ko se glagol konča na črko e in dodamo ing, zbrišemo. Recimo, glagol dance se konča z e in ko dodamo ing, odstranimo. Drugo pravopisno pravilo pa je, da podvojimo črko. Kdaj? Takrat, ko je kratek glagol, enozložen glagol, ki ima v sredini samo en samoglasnik in na koncu samo en soglasnik. Na primer, glagol cut, cut. En samoglasnik v sredini, na koncu samo en soglasnik. Ko dodajamo končnico ing, t podvojimo. Isto velja za glagol swim. Enozložni glagol, na sredi ima samo en samoglasnik, na koncu en soglasnik, zadnji soglasnik podvojimo. Swim ing. Isto velja za stop. Stop ing. Kako se pa naredi vprašalna oblika? Vprašalna oblika pri tistih angleških časih, ki uporabljajo pomožni glagol že v trdilni obliki, je zelo preprosta, kajti se samo obrne. Torej, am damo pred I, are damo pred we, they, is damo pred he, she, it. Glagol pa ima še vedno končnico ing. In kako se zanika? Vidimo nikalna oblika. Tvori se tako, da zanikamo pomožni glagol biti. I am not, dolga oblika ali kratka I'm not. We, they are not, dolga oblika, kratka je aren't. He, she, it is not, to je dolga oblika, kratka je isn't. In glagol ima vedno končnico ing. Vidiš, da je preprosto? Sedaj pa si poglejmo še, kdaj se uporablja present continuous. Zakaj je pomembno vedeti, kdaj se uporablja? Ja, zato, ker smo prej povedali, da obstajajo 4 sedanjiki. Če obstajajo 4 sedanjiki, ne moramo se igrati am, bam, pet, podgan, ugotoviti, katerega bi kdaj dali. Moramo natančno vedeti, kdaj se uporablja present simple, kdaj je present continuous, kdaj je present perfect simple, kdaj je present perfect continuous. In razlaga za present continuous je tista, ki smo jo že na začetku povedali. Dejanja se dogajajo prav zdaj v tem trenutku. Recimo, I am speaking now. Prav zdaj govorim. In magična beseda je lahko now, to pomeni zdaj, at the moment, v tem trenutku, at present, sedaj. Uporablja pa se tudi za dejanja, ki se dogajajo v tem obdobju,
ki pa so drugačna kot ponavadi. Recimo, v tem obdobju je zelo smiselno uporabiti primer. Usually, I go to school to learn English. But this month, I am learning from home. Ponavadi hodim v šolo se učiti, ampak ta mesec se učim od doma. Torej, ta mesec je nekaj drugače kot ponavadi. In se bo enkrat to obdobje, ki je drugače kot ponavadi, zaključilo in potem bo spet kot ponavadi. Bomo šli spet nazaj v šolo in se učili v šoli. In tretja uporaba present continuousa pa je za prihodnost. Ampak ne za prihodnost kadarkoli, temveč za načrtovana dejanja, ki so že zmenjena z drugimi ljudmi. Na primer, I'm sorry, I can't go to the cinema with you tomorrow afternoon because I'm studying English with Marjetka. Z njo sem se zmenila, da se bom učila angleščino. In ker je to dejanje že zmenjeno, takrat uporabim present continuous. Torej, če želiš dobro obvladati present continuous, te vabim, da se naučiš na pamet, kako se tvori v trdilni obliki, katera so pravopisna pravila, kako se tvori v vprašalni obliki, kako se tvori v unikalni obliki in podrobno in na pamet, kdaj se uporablja. Ko se boš to naučil, boš imel plonkec v glavi in takrat ti nobena vaja ne bo težka. Zaupam vate, sedaj pa k učenju!